Pozdravljeni, Jure tukaj, Ken Vital. Danes vam bom pokazal in razložil, kako sanirati teniški ali pa golfistični komolec. Zakaj sploh gre? Gre namreč za dve patologiji in sicer strokovno se golfističnemu komolcu reče medialni epikondilitis in pa teniškemu komolcu lateralni epikondilitis. Zakaj gre? Ja, pri golfističnem komolcu je problem na notranji, zato medialni epikondilitis, torej na notranji strani komolca in sicer pri tem kostnem izrazku tukajle nadlahtnice. Torej, če se potipate tukajle pri kostnem izrazku nadlahtnice, boste začutili kite oziroma fleksijske mišice, ki izvajajo takšen gib, torej fleksijo zapestja, upogib zapestja. Pri golfističnem komolcu gre torej za poškodbo oziroma za razdraženost, predvsem tetiv teh mišic. Torej, tetiv teh mišic, ki se pripenjajo gor na tole medialno kost. Pri teniškem komolcu pa ravno obratno imamo težavo tukaj pri teli kosti, ki gleda ven, kjer so pa ekstenzijske mišice oziroma iztegovalke zapestja, ki delajo to. Ja? In te mišice oziroma njihove tetive postanejo vzdražene in boleče. Zdaj, kje pride do teh težav? Iz imen lahko sklepate, da so najprej porajtali te težave pri golfu, torej pri udarcu v golfu ali pa pri udarcu pri tenisu, backhand, forehand, karkoli. Ampak zanimivo je, da tudi pri golfu ljudje večkrat dobijo težave z teniškim komolcem kot pa golfističnim. Tako da gre samo za ime. V resnici je pa v bistvu stvar zelo preprosta. Če imate težave torej na notranji strani in težave z upogibom zapestja, torej kadarkoli imate nekaj upogniti z zapestjem in so bolečine tukaj, potem je to golfistični komolec. Na drugi strani pa teniški komolec. Pri katerih drugih stvareh še pride do teh težav? Recimo, odpiranje kozarca. Torej, kadar imate nekaj za odpreti in za zavrteti zapestje, ker morate zapestje zelo močno uporabiti pri zvijanju v to smer ali pa zvijanju v nasprotno smer. Vidite, takrat se vklapljajo zelo močno fleksijske mišice, torej golfistični komolec lahko razvijate ali pa ekstenzijske, torej teniški komolec. Sploh pri kakšnih tudi udarcih ali pa tudi športih, torej kot je tenis in golf, kjer zelo grobo uporabljate zapestje. Torej, kjer preveč udarca dobite ali pa preveč giba dobite iz zapestja. Torej, primarna težava obeh teh diagnoz je slaba uporaba celotne kinetične verige. To je primaren problem. Torej, ni primaren problem tukaj, primaren problem je v tem, da ste slabo uporabili druge mišice. Konkretno, torej, ko ste zavrteli kozarec ali pa šravfenciger ali pa ste delali z kakšnim orodjem takole, ste preveč giba, če vas je bolelo, bodi si tukaj ali tukaj, dobili iz zapestja. Torej, morate uporabiti celo kinetično verigo. Uporabite roke, uporabite rame, komolce, pri udarcih, pri tenisu ali športu. Ko celo telo lepo dela v povezani verigi, ali pri golfu, ko celo telo dela v povezani verigi, potem so sile na posamičen sklep bistveno manjše. Torej, kadar mi rehabilitiramo, bodi si teniški ali golfistični komolec, se moramo lotiti torej dveh stvari. Primaren vzrok, torej da izboljšamo vašo celotno gibljivost prsne hrbtenice, ramenskega obroča, komolca in posledično s tem razbremenimo zapestje, da izboljšamo s tem vaše delovanje celotne kinetične verige in s tem sprostimo sile na zapestje. Torej, to je primarna stvar, ki jo naredimo. Druga stvar, ki jo pa moramo mi narediti, oziroma tudi vi lahko doma naredite, so pa taki čisti preprosti, homemade, domači načini, kako zadevo lokalno sanirati. Torej, zapomnite si, lokalna sanacija plus generalna sanacija bomo dala dolgoročen rezultat. Samo neke vaje za zapestje ali komolec so premalo, ker ne bodo rešile primarnega vzroka, to je vaša slaba uporaba cele kinetične verige pri udarcu ali pri fizičnem delu. Torej, če gremo zdaj najprej na prve korake, kako to sanirati. Torej, čisto preprosto, najprej targetiramo lokalno, torej targetiramo tisti del, torej bodi si, če imate to medialni del, torej golfistični komolec ali pa lateralni del, se samo dotaknite s prstom, tam, kjer najbolj boli, pojdite torej na rastišče te tetive, pri tem medialnem ali lateralnem epikondilu in preprosto masirate.
Zraven delate še fleksijo ali ekstenzijo zapestja, torej odvisno od tega, ali imate teniški ali golfistični komolec, in dobro, po domače povedano, spumpate to področje. Torej, to področje morate zdaj prekrvaveti. Torej, to ne pomeni, da boste krvaveli, ampak morate to področje, torej mišico notri, fleksijske mišice ali ekstenzijske mišice, morate dobro napojiti s krvjo. To dosežemo tako, da izvajate v bistvu gibe, ki vas malce bolijo, ampak z manjšim bremenom. Torej, začnete čisto tako, kot jaz zdaj delam. Torej, masaža, pritiskate to področje, zraven izvajate fleksije ali ekstenzije. Če imate teniški komolec, boste seveda pritisnili tukaj na tej strani, delali prečno masažo ali pa točkovno pritisk in delali ekstenzije. To ponavljate, dokler se vaša mišica ne utrudi, potem sprostite in zadevo ponovite. Druga zadeva, kako lahko lokalno to rešujete, je z uporabo uteži. Pri nas vedno damo takole najprej prve vaje strankam, da uporabijo čisto preproste vaje, kot so fleksija zapestja, kjer se trudimo, da dobijo tale efekt fleksije iz podlahti. Torej, da začutite tele mišice vse gor do tetive. Izberite breme, ki je relativno lahko, ampak pojdite do utrujenosti, tako da boste na koncu čutili tukaj otrdelost teh mišic, pa tako utrujenost. To je pravilno. To pomeni, da ste mišico utrudili in se lahko zdaj spočije, spet bo kri prišla notri v tetivo, ker tetive so veliko manj prekrvavljene kot mišice in zato rabi malce dlje časa za rehabilitacijo. Zato morate to izvajati kar večkrat. Torej vsak dan, kolikor imate te težave, morate posvetiti temu vsaj dobrih 15 minut. Torej tem vajam, ki jih zdaj kažem, vsaj 15 minut. Ne? Tukaj delam zdaj za teniški komolec. Torej ekstenzija gor, čutim tele ekstenzorje in jih utrujam. In tukaj delam za golfistični komolec. Zdaj zadevo lahko se tudi usedate, delate iz večjih kotov, to je en kot, in to v stoje je drugi kot. Oba sta namenjena temu, da to utrudimo. Predvsem damo tudi poudarek na ekscentričnim silam, torej na silam, ki lahko primete utež tudi tako in počasi spuščate in raztegujete to področje. Počasi spuščate in raztegujete to področje. Torej, ekscentrika igra pomembno vlogo, mišični pump, torej da zadevo dobro prekrvavite, in pa izometrika oziroma vaje, kjer močno stisnete, ampak ne gibljete zapestja. Torej, kjer držite neko breme, kot je tale kettlebell ali pa kakšno drugo breme in probate stiskati, kolikor se le da. Probate stiskati, kolikor se le da, sprostite, stresete roke in greste zopet nazaj na tole fleksijo zapestja. Še tretja zanimiva izbira, ki jo imate lahko, je preprosto si vzamete en škaf, lavor, plastičen seveda, kjer boste dali noter mivko, torej dajte noter nekaj gostega, po čemer lahko z zapestjem in z roko gnetete. Tisti, ki radi tudi kaj pečete, lahko delate to zadevo tudi z testom in seveda si mesite testo in gnetete po njemu. Tukaj pa seveda, kot pravim, dajte si pesek, mivko, karkoli imate, zemljo, lahko zemljo za rože. Pejte noter z rokavico, da se noter to umazali in preprosto lepo gnetete. Gledate, da spet, če imate bolj tole notranjo stran razdraženo, da dobro začutite, kako vam delajo tele mišice. Pa zunanja stran, karkoli pač imate. Ok, to je kar se tiče lokalnega saniranja, lokalne rehabilitacije, bodisi golfističnega ali teniškega komolca. Zdaj pa, za generalni pristop, pa kot sem rekel že na začetku, se morate pa lotiti generalnih vaj oziroma malo premisliti, kako izvajate gibanje. Torej, do te poškodbe tukaj ne more priti drugače, kot tako, da ste pretirano uporabljali zapestje. Torej, dajte se naučiti, da morda je pri vas razlog v tem, da ste ali preveč kifotični, premalo gibljivi v ramenih, drugi deli sklepov, roke in hrbtenice ne sodelujejo dobro pri gibanju in zaradi tega uporabljate pri udarcih, tenisu, karkoli, samo zapestje. Torej, dajte tukaj izboljšati. Torej, če imate vaš udarc slab, torej, dajte izboljšana rotacijska gibljivost hrbtenice in pa obenem gibljivost ramenskega sklepa, lopatice, vam bo dala bistveno močnejši udarec, kjer bo zapestje na koncu zgolj zadnji člen v verigi.
ne pa da gib pride primarno iz zapestja. Tako ga boste preobremenili in boste dobili bodisi golfističen ali pa teniški komolec. Torej, lotite se zadeve celostno, dajte delati vaje, kot so lokalne vaje, masaža plus mišični pump, ki sem ga pokazal, in pa celostna rehabilitacija, celosten pristop, da se vaša kinetična veriga, vaše telo giblje kot učinkovita enota. Vse to seveda naredimo pri nas, tako da ste vabljeni k nam na posvet. Všečkajte tudi našo YouTube stran KinVital, da boste še naprej dobili take uporabne novice. Se vidimo!